Najprej vsi pozdravljeni. Imam to lepo priliko, da bom pred umetnostno kritično spregovoril slikati, tako da si lahko privoščam kakšno napako, potem je to malo težje, bi rekli, da nisem poslušal. Tako da lepo je v tej cerkvi si ogledovati razstave njihovih del, posebej religiozni, ki smo jih začeli še posebej pred leti, ko se tretji razstava. Prvič, ker bi radi dali podarek religioznemu slikarstvu, ker je to nekaj posebnega. Druga stvar pa je nekaj, kar je lepega, da pravzaprav vidimo, kako pravzaprav lahko nastaja cerkev. Mi dostikrat govorimo o določnikih, v določenih glagolih, radi določimo. Tiste nedoločnike se nam zdijo, da je treba zaključiti stvar. Medtem, ko je cerkev pravzaprav lepa v tem, ko nastaja. In če gledamo razvoj vsake cerkve, ki je stara, je dostikrat lepa zaradi vseh raznih prezidav, pa to, ker se vidi, kako je tu rasla skupaj s tisto skupnostjo, ki se je tam oblikovala. Ta poudarek bi dal pa še, ki se mi zdi lep, sicer ta črno-bela barva, ki sem že komentiral, da je to pravzaprav en izziv, ker črna in bela govori o resnici in laži. Kaj je resnično in kaj je laž? Na našem svetu se temu nekako izogibamo. Mogoče bo potem umetnik me že popravil, ampak je nekaj dobro je, da se človek privošči tudi to, da reče, da je to prav in to narobe, to je resnica in to je laž. In nekaj z tega lahko prinese umetnik tudi na platno, tako da jaz nekaj vidim v tem, tudi noter, potem seveda vse ostalo, ki ne bom skomentiral, bom se sam podela, da slika spregovori. Torej, še enkrat vsi skupaj lepo pozdravljeni in uživajte v razstavi. Ja, kot je že Vili povedal, to je že nekako skoraj, bom si drznila reči, tradicionalna razstava, tradicionalni likovni projekt, ker ga skupaj s društvom Ars Povec delamo sedaj že tretje leto. In sicer gre za projekt z naslovom Ars Loci, umetnost v prostoru svetega. Ars Loci kot umetnost kraja, s podnaslovom ciklus razstav sodobne sakralne umetnosti. In zakaj Ars Loci, zakaj umetnost kraja? Zato, ker si izbiramo za izhodišče ta prostor, ta konkreten prostor. Namreč cerkvica Device Marije tukajle ima že dolgoletno, več kot 20-letno tradicijo tudi v tej kulturni funkciji. Se pravi, ni samo cerkev za izvajanje liturgične dejavnosti, ampak še skoraj bolj prostor za neke kulturne dogodke, razstave, koncerte in tako naprej. In to se mi je zdelo zanimivo, kako bi povezali ti dve funkciji, se pravi, kako uporabiti ta prostor, se pravi, dati noter nekoliko razstavo, ampak hkrati pri tem ohraniti tudi neko spoštovanje ali pa ohraniti nek pomen do te njegove osnovne funkcije liturgične, se pravi, kot prostor duhovnosti in hkrati tudi opozoriti na njeno kulturno vrednost, skozi ta zgodovinski vidik. Gre namreč za spomenik poznogotske arhitekture, ki tudi ima določene estetske momente in kako povezati zdaj vse to naravo prostora in to njegovo vizualno podobo, s tem, da damo noter ene stvari, ki so tukaj začasne. In zdelo se mi je zanimivo potem narediti en koncept, upeljati noter razstave, ki bodo z izhodiščem, v svoje izhodišče vzeli to dvoje in se prav izbirati take umetnike in taka dela, ki bodo prav posebej pasala v ta prostor, če povem po domače, ki se bojo ujela in ki bodo neko začasno celostno umetnino ustvarila. Namreč, kot je povedal gospod Čupnik, ponavadi cerkve nastajajo skozi čas, tudi več stoletja. Zdaj govorim kot umetnostna zgodovinarka in so tukaj zelo raznolike
raznoliki estetski pristopi, nekih zasnova v gotiki, potem iz baroka, pa nekih sodobnega in tako naprej. Celostne umetnine so pa takrat naredili, včasih tudi obstajajo take, ki so bile načrtovane naenkrat in je arhitektura, slikarstvo, kiparstvo, vse bilo načrtovano hkrati in so že takrat gledali, kako se bo to skupaj povezovalo. Zdaj ta cerkev tukaj je nekih likovnih poudarkov na steni, po tem, ko je izgubila to svojo prvotno podobo, sveska nima, zato je nastala neka novejša podoba pred 20 leti s temi vitraži Veselke Šogli-Puc in te naše razstave dodajajo na tretjo dimenzijo, se pravi to dimenzijo neke sedanjosti, sedanjega časa. Če želim pogledati, kakšna je situacija v sakralni umetnosti danes, je pravzaprav ta sakralna umetnost zelo problematična. Namreč dostikrat cerkev je imela vodilno vlogo v 2000-letni zgodovini pri naročanju, pri vzpodbujanju, pri razvoju umetnosti, kot vemo, so naše zahodne kulturne umetnosti. Danes pa je v bistvu zelo malo slikarjev, ki se ukvarja s sakralno umetnostjo, ki zmore recimo tudi izvrševati neka sakralna naročila in konec koncev teh naročil pa žal zaradi nekih finančnih okoliščin ni toliko, kot bi si jih mogoče želeli, in umetniki, in duhovščina, cerkev na drugi strani, in pač verniki ali pa pač vsi, ki imamo radi likovno umetnost. In če govorimo o sakralnih umetnikih pri nas ali pa umetnikih, ki se ukvarjajo z religiozno sakralno tematiko, potem je Matej Metlikovič gotovo eden od najpomembnejših predstavnikov te umetnosti, te zvrsti, te veje, ne samo po kontinuiteti, ampak tudi po vrhunski kvaliteti. In zato se mi zdi zelo fajn, da lahko in zelo sem ponosna in počaščena, da je sprejel naše povabilo in prišel ponovno razstavljati v cerkev Device Marije. Moram povedati, da je Matej že razstavljal pred dolgimi časi, toliko dolgimi, da se nismo mogli spomniti ali 18 ali 19 let, ampak seveda v tem času je njegov umetnostni slog se razvil, hkrati je pa zanimivo pri njej kot umetniku ravno to, da drži vse skozi eno prepoznavnost. Vse skozi razvija eno na nekem intelektualnem, kot tudi na likovnem nivoju, neko prepoznavno linijo, neko prepoznavno formo, ki ga uvršča tudi likovno v vrh slovenske umetnosti. Naslov te razstave, ki jo je pač izvor na njem posebej za to cerkev z mislijo, kako uskladiti to razstavo v sam prostor, je vse barve ljubezni. Ljubezen je abstrakten pojem in nekako jo je težko upodobiti zdaj ljubezen na nek realističen način. Tako da dostikrat recimo se ljubezen upodablja skozi neke metafore, skozi prispodobe, po drugi strani skozi nek abstrakten pristop in kar je tudi pri Mateju Metlikoviču značilno, skozi simbole, ki jih lahko beremo tudi na dosti različne načine. Vse barve ljubezni pomeni seveda ljubezen. Kaj je to ljubezen? Ljubezen je, če jo opišemo z veliko začetnico, je lahko ena, nekaj velikega, edinstvenega. Ampak seveda ima tudi veliko različnih obrazov. Se pravi, je lahko erotična, je lahko prijateljska, je lahko dobrotljiva, je lahko ljubezen do življenja, ljubezen do dela, ljubezen do ustvarjanja. Se pravi, tako kot so te različne ljubezni, jih lahko simbolično poznazorimo skozi mavrico barv, ki izvirajo iz ene same svetlobe. In pri tem, kako upodobiti te različne načine ali pa vrste ljubezni, potem Matej Metlikovič uporablja tudi simbole. Najbolj pogost tudi na tej razstavi je simbol poljuba. To ni samo poljub med
imamo določena ljubezen tudi do duhovnega, ne samo do človeškega. Potem tudi v mistični literaturi, ki jo Matej tudi prebira, se dostikrat pojavlja ta podoba poljuba kot nekega elementa medsebojnega stika, medsebojne povezanosti. Potem so motivi angelov in motivi ptic, ki imajo določeno podobnost med sabo. Angeli so lahko neka podoba Božje navzočnosti, hkrati pa tudi ta krila, njihova krila, ki se potem s časom transformirajo v ptice, svetega duha, ali pa ptice svobode, ptice nekega tudi umetniškega navdiha, lahko tudi govorijo o tej ljubezni, ko ne moreš obstati na tleh, kar nekaj zraku rečemo. Potem imamo tudi zanimiv motiv Davida s harfo, se pravi David kot kralj, kot posvetni vladar, hkrati prerok kot posrednik med človekom in Bogom in hkrati kot glasbenik, se pravi umetnik. In ima vse te sfere zaobjema, se pravi to celostno neko umetnino ali pa celostno, celovito podobo človeka. Z glasbo je pravzaprav prežeta celotna razstava, ne samo, da imamo tukaj izvrstne mlade glasbenike, ki nam bodo kasneje še enkrat polepšali večer, ampak tudi Matej Metlikovič veliko tega svojega navdiha črpa iz glasbe. Ne samo iz literature, predvsem iz svetega pisma, iz visoke pesmi, ki je ljubezenska pesem na nek način, potem tudi iz druge poezije in literature, ampak predvsem v glasbi, ki jo posluša med tem, ko ustvarja. To so zlasti glasbene skupine Pink Floyd, pa tudi Leonard Cohen, potem Messiaen, Olivier Messiaen in podobno. Tako da je z glasbo prežeto tudi to njegovo ustvarjanje in zanimivo, kar smo uspeli kot celostno umetnino v tej razstavi tudi nekako tukaj zaobjeti, je to, da smo tudi to povratno informacijo vključili. Se pravi, da so Metlikovičeva dela vplivala tudi na glasbo. Namreč domačina Brož Čopik ima tukaj jutri tudi koncert ob 20. obletnici svojega delovanja v glasbi, je po navdihu nekaterih Metlikovičevih slik in poezije Ferija Lanščka spisal skladbe, oziroma glasbo skladbe, ki bodo predstavljene tudi na jutrišnjem koncertu, ki se bo odvijal spet v tej atmosferi, v tej scenografiji Metlikovičeve razstave. Tako da mislim, da ta celostna umetnina je resnično letos uspela. Ne samo v tem smislu, tudi kako se to lepo povezuje z samim ambientom, kako se ti slike po končnih formati, kako se skladajo s pokončnimi linijami gotske arhitekture, kako se te valovnice skladajo z vitraži veselke Šorni Puc in tudi tehnološko so tukaj predstavljene dela v steklu, ki so nekako tako tem edinim poudarkom likovnim, pač na ta način slikarski tem steklenim oknom. Jaz bi besedo še zlasti glede teh tehnoloških in tehničnih zadev prepustila sedaj še avtorju samem, da nam še sam pove, kako so nastajala ta dela, ti osnutki za vitraže, potem tudi samo ta tehnika deljenega stekla in kako se pravzaprav vse te podobe med sabo na nek način vse skozi povezujejo na eni duhovni in slikarski ravni. Tako da predajam besedo. Hvala, Monika. Jaz bi se vse lepo pozdravil, ki ste prišli na nocojšnji naš večer. Zahvalil bi se tako društvu kot Moniki za povabilo. Z veseljem sem se odzval, ker ta ambient poznam že izpred 18 let.
pripravljam nek spomin na to, tudi zaradi Veselke Šoli Puc, ki je moja kolegica in tudi nekaj let sva dosti sodelovala, intelektualno debatirala v umetnosti, potem je z nami tudi Stojan Višnar, mojster za barvno stekla, ki je delal z Veselko ta okna in potem 20 let že tudi videla, dobrih 20 let že tudi videla sodelujeva pri teh naših najnih projektih. Vesel sem tudi teh mladih glasbenikov, ki ne samo, da so prišli in odigrali nekaj svojega klasičnega repertoarja, ampak so posebej za to razstavo naštudirali dve skladbe Pink Floydov, ki so moja ljubezen iz gimnazijskih let in jih zadnja leta spet ponovno odkrivam in študiram. Tam se možno več informacij dobiti kot takrat, ko sem bil star 15 let. Tako da ja, ta preplet duhovnosti, glasbe, poezije, slikarstva je pri njem pač zelo navzoč. Bi zdaj mogoče samo na kratko predstavil. Ta razstava se stoji iz nekako 3 sklopov, bi rekel. V središču sem izbral 2 projekta barvnih oken. En je projekt barvnih oken za kapelo Doma starejših občanov v Radovljici, to je na tej moji levi strani. Drugi je projekt barvnih oken v kapeli v Škofijski gimnaziji v Mariboru. Tukaj gre za slikarske predloge, na podlagi katerih sva z mojstrom Višnarjem naredila okna v 2-krat oziroma 3-krat večji velikosti, kot bomo tukaj zdaj to predstavljamo. Tematika je, obakrat je tematika ljubezen, obe kapeli se igruje ta kapela Božje ljubezni. Tukaj sem dal poudarek na bolj na tej duhovni plati, pač z angeli sem ponazoril ljubezen, ki jo žarevajo angeli. Tukaj je dodatek še svete družine. Ne bom predolg, to je kapela, ki ima 6 oken, predstavljeni so tukaj samo 4 motivi iz sklopa 6 motivov. Tukaj tudi predstavljena celota, ampak samo središčni del nad oltarjem in levi del, ki predstavlja direktno starozavezno vizijo kralja Davida, ki igra na harfo in 2 motivov iz Visoke pesmi. Zanimiv je pa ta središčni motiv poljuba za tabernakel. Z naročnikom Štuhecom sva se pogovarjala, kaj bi upodobil na tem tabernaklu. In najprej sem razmišljal, da bi bil to Sveti Duh, ptica, ampak potem v tem debatu v študiju Visoke pesmi je nastavila cela vrsta risb in študij in potem je pač naročnik opazil ta poljub in rekel, da je tole minaret. No in iz tega poljuba, to me je kar začaralo ta motiv in sem jih naredil potem še več. Tukaj se vidijo študije za ta poljub na tej steni iz leta 2008. Zanimivo je pa tudi ta povezava s Floydi, oni imajo komad, v katerem govorijo, da kako je že prav, da sta kot 2 duši v ribjem akvariju ali nekaj takega, ne so te vizije rib, božjih očes, nekako priplavali ocean in se pa potem tudi naslov Ocean za zaljubljenca. In ta ocean sem potem podobno tudi tukaj v teh perutih, ker tukaj v sredini imamo motiv poljuba, iz Visoke pesmi, simbolizira ljubezen med moškim in žensko, ljubezen med človeštvom in Bogom. Levo in desno sta pa 2 peruti in sem rekel, tukaj ne smejo biti nobene figure, ker ta poljub je središčen, tukaj mora biti ta skrivnost ljubezni. Ljubezen je skrivnost, ne moramo zdaj jo točno opredeliti. In ravno ta nekak vizija oceana, pa nekak vizija svetlobe. Vse ostaja nekak iz oceana življenja se dviga proti svetlobi. In smo nastavili ta vizija kot nekih božjih očes. Lahko bi tudi kot listi oljčnega drevesa, zvezde, pač ta sanski svet. No, tukaj imamo motive kralja Davida, zaljubljencev iz Visoke pesmi, ljubimcev iz Visoke pesmi, samo toliko z linijami, temi črnimi linijami na to abstraktno, barvno podlago, potem označam to zgodbo. To je podobno kot pri glasbi, imamo besedilo in glasbo, glasba izraža to čustveno dogajanje v človeku, besedilo pa nekak da en pomen tej glasbi. Tudi pri meni risba vedno pove neko zgodbo, ali je to angel, ali je to ptica, ali je to ljubimca. To je ta sklop. V tem kotu imam 2 diptiha, ki sem jih naredil po zaključku tega projekta. Nekako sem bil še tako v tem projektu Visoke pesmi in ko je bilo naročilo končano, so mi možgani in srce še delali. In sem rekel, bom jaz še naredil nekaj slik na temo Visoke pesmi.
in hkrati tudi na temo z glasbe Pink Floydov. Tako da sem nekako sveto pismo s Floydi nekako združoval in tudi oni imajo zelo veliko teh arhetipov biblijskih v svoje glasbe in besedili. Tako da je tukaj pač motiv objema, motiv ptice ljubezni, pa potem motiv poljuba in spet ptice ljubezni. Celo te slike so narejene pač kot en odmev teh vitrajov. Usporedno s temi cerkvenimi naročili, ko sem še pri vitrajih, samo še stavil po teh dveh steklih povedal, gre za vitraje tehnik poteljenega stekla, mogoče lahko stopke malo bližji, ki jih delava po spodbudi Stojana Višnerja, ki pozna tudi to tehnologijo. Smo naredili nek korak drugam od teh klasičnih vitrajev, ki jih delamo s tem, da se režejo kosi stekla in potem združujemo z svinčeno povezavo, s svinčenimi profili. Tukaj pri tej tehniki ni več potrebno, da mi kose barve združujemo s svincem, s to črno linijo, ampak se telijo kose mojster nareže na podlagi mojih načrtov, ki jih tamle lahko vidite, te predloge. Se naredi načrt, napiše številke teh barvnih stekelc in potem mojster to reže, zlaga skupaj kot puzzle, eno ob drugo, eno na drugo, potem se to v peči tali. Ko je to staljeno, ohlajeno, jaz potem rišem te linije in gre potem ponovno stvar v peč na malo nižjo temperaturo in ko je to izpeči, je linija žgana, pričvrščena, pritaljena na površino stekla in meni ta stil, ta tehnologija bolj ustreza kot ta tukaj. Tako da to je čisto taka nova tehnologija, ki je precej zanimiva. No, zdaj bi se pa še osredotočil na te slike tam v ozadju. Usporedno s temi večjimi projekti sakralnih naročil pa nastajajo manjša dela kot neke moje meditacije, improvizacije. Vzamem kos papirja, po nekaj urah študijskega dela na vitrajih se potem sprostim, vržem barve, potegnem črte in nastajajo neke take impresije, improvizacije, vizije, videnja, tudi imenujem invokacije. Se pa seveda odmevajo v teh manjših tudi motivi, ki sem jih razvijal na vitrajih. Brez dela na večjih projektih ne bi na ta način tudi teh manjših delov. Čista zadnja stvar, ki bom pa tudi pokazal, pa tukaj sem se spomnil danes, da velikokrat glasbeniki, ko nastopajo, potem na koncu pokažejo svoje CD-je. Jaz CD-jev zaenkrat še ne delam, ampak so pa to neki unikatni CD-ji, ki smo formatu CD plošče. To je pa nastala ideja, hčerka najna se je poročila pred 14 dnevi in razmišljala, kaj naj da svojim svatom za spomin na poroko. Sta naredila lepo poroko na Krasu, v Primorskem, in jaz sem pa dobil, sem rekel, kaj pa če bi jaz nekaj naslikal, pa bi ti potem to dala svojim prijateljem in sorodnikom in tako nekaj. In sem naredil za njeno poroko enih 40 in so bili navdušeni. In potem, ker se pa ta razstava približevala, sem rekel, jaz sem pa tudi tako not padel v to, sem rekel, kaj pa če bi še za to razstavo, tako da ekstra za to razstavo je pa prav tole narejeno, te mečkene sličice. Vse so na temo poljuba in to je pa en vers iz pesmi Leonarda Cohena, ki me je tudi od začetku tega projekta za Maribor, ker bi prišel v roke, je pesem z naslovom 1000 Kisses Deep, 1000 poljubov globoko, sem rekel, wow. No, in mogoče bo prišla ideja, da bi mogoče jaz nekaj jih imel pred sabo 1000, recimo, da bi jih začel slikati, tak projekt bi bil lahko zanimiv, 1000 takole mečkami, ker je vsaka čist drugačna, ker čustva se v človeku ves čas spreminjajo, in je zelo fajn mehen format delati kot ti, zelo spontano. Vzameš barvo, potegneš cp, pol vzameš drugega, spet ena druga ideja pade in potem veš, vsaka je čist drugačna in veš, kako je res te poljubi so res globoki, vsakič se v drugi situaciji zgodijo. Tako, no, to je pač začetek mogoče nekega novega projekta. Potem je pa še tukaj spode so pa te moje lončke, v katerih jaz barve mešam. In tudi potem vidim, da so tako lepe barve, da mi je škoda zdaj novo barvo trdati, pa upret lonček in ga kar pustim, pa tudi pokrovček. Ker potem, ko zapiram, imam umazane roke od barve in potem primem, tudi do tega tako prišlo, da sem pač z umazanim rokami od barve prijel in so kar fajn barve se poznale gor in potem sem začel še risati po teh pokrovčkih in tiste, ki mi uspejo, jih potem dam na stran, Tako da je to zdaj... Da so vse barve ljubezni. Da so vse barve ljubezni dobesedo,